Dobrodošli v podkastu Mladost na kmetiji. Živijo, jaz sem Kaja. Jaz pa Marko. V prvem podkastu naj je pot pripeljala na Dolenjsko, v Mirno Peč na kmetijo Kastelic. In predstavila vam bova predsednico Zveze slovenske podeželske mladine Anjo Magr in njenega fanta Jako Kastelica. Anja, lepo pozdravljena. Ostanemo kar na tikanju, saj smo še mladi. Najboljši, ja. Lepo pozdravljena in dobrodošla na Dolenjskem. Anja, vi pa sicer ne izhajate iz Mirne Peči, ampak iz Koroške. Vidiš, smo se že. Tako, da ti. Anja, prihajaš, praviš, s prelepe Koroške in sicer z visoko ležeče kmetije, kjer si odraščala in se že zelo zgodaj spoznala z različnimi kmečkimi opravili. A srce te je na to popeljalo na Dolenjsko, kjer sedimo zdaj, na kmetijo Kastelic, k fantu Jaku. Lani oktobra sta tudi dobila prvega otroka, ki sta mu nadela ime Anej. Življenje se je precej spremenilo, kaj ne? Tudi zaradi tega. Ja, v bistvu odkar sem tu na Dolenjskem, se življenje se mi zdi vsak dan malo spreminja. Zdaj ta sin, to pa je dejansko tista najlepša sprememba, no, ki si jo po mojem vsak par želi enkrat v življenju doživeti. Anja, verjetno si danes že zelo zgodaj vstala, zdaj ne vem, a je to bilo krivo kakšno kmečko opravilo, sin Anej, ali pa midva z Markom, ki sva že v tako zgodnjih urah pri vas. Ja, jaz bi rada rekla, da sta vidva kriva, pa da sta vidva razlog, zakaj sem tako zgodaj vstala, ampak ker bi tej verjetno kasneje vstala, ampak ne, je. Naš Anej ima zdaj ravno to obdobje, ko se zbuja tam okrog 5. ure, ampak je tako zelo prisrčen in počaka, da v bistvu smo midva oba pripravljena tudi vstati. Torej, da se skupaj v 5. zbudimo, ampak še ne ostanemo. No. Tako da ni zahteven otrok. Gleda na potrebe spanja mame in očeta. A pa si bila te zgodnje ure vstajanja navajena že od doma? Tudi tu bi se zlagala, če bi rekla, da ja. Jaz imam dejansko en resen problem s tem vstajanjem in mislim, resen problem. Saj vstanem, če je treba, ne? Ker pač moraš, ampak mi to pa nikoli ni bilo res v užitek vstajati v zgodnjih urah. Smo pa definitivno vstajali že vedno tam okrog 6. ure pri nas doma. Prej smo rekli, da prihajate z visokogorske kmetije. S čim ste se ukvarjali oziroma se tvoji domači ukvarjajo še danes? V bistvu pri nas je mogoče ne glih visokogorska, ampak bolj hribovsko-gorska kmetija in s tem, kar se večina hribovskih kmetij ukvarja. Torej z rejo krav dojil, ki se večino leta pasejo. V bistvu pridelujemo tudi, oziroma zdaj pridelujejo oni tudi neki krompirja, koruze, bolj samooskrbno vse skupaj. No. Trži se v bistvu meso, kolikor se. Si že takrat veliko pomagala pri kmetijskih opravilih? Mislim, jaz sem s tem odraščala, meni je to, kar smo doma delali, vedno nek užitek, sicer ena dela malo bolj kot druga, ampak mi to ni bilo nikoli odveč in vedno sem z veseljem poprijala za tista dela, ki so mi jih v začetku naložili, pol pa tista, ki sem sama prepoznala, da jih je treba narediti. Ravno, ko si omenila, katero je bilo pa tvoje najljubše opravilo, katerega si se pa malo izogibala? V bistvu najlepši čas, pa še vedno je to tak, ne, je za mene na kmetiji, ko je čas kolin. Takrat res, to je bil meni največji užitek, tudi moj ati, no, on je bil tak neke vrste, vaški mesar, tak samo učeni in mi je pol tudi te veščine nekako privzgojil oziroma pokazal, kako se temu streže in tem res uživam, no. Tudi to mislim, da je bil kar šok za Jako, ker sem povedala, da pač to zelo rada delam, da ni to nekaj, in da je glavni mesar na kmetiji. Da ni to nekaj, kjer bi se pač stran držala. Najtežje ali pa v bistvu z največjim muko sem se pa vedno lotila zlaganja drv, polen, kako se to reče. Ja. To pa, Vem, da že ko sem šla s kombija dol proti hiši in ko sem slišala tisti sekular, kak je ati to rezal, zing, 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 to je bilo, spet bo treba zlagati. Tako da to je bilo tisto največja, niti ne muka, mogoče. Tisto delo, kjer sem rabila največ motivacije, da sem se ga lotila. Si že od malih nog vedela, da se želiš ukvarjati s kmetijstvom na tem področju ali si kdaj želela opravljati kakšen drug poklic? V bistvu ne. Nisem vedela, da želim dejansko živeti od kmetijstva. Niti nisem
v začetku, oziroma v svoji mladosti, razmišljala, da lahko živiš od kmetijstva, ker kot rečeno, ne, pri nas v hribih se je vedno še hodilo zraven službo. Ni bilo, oziroma zelo mali je tisti procent kmetij na Koroškem, ko res živijo izključno od kmetijstva. In zato mi tudi dejansko nikoli ni prišlo na pamet, da pa jaz želim biti kmetica, samo kmetica in da to je moj glavni posel in da bom nekoč s ponosom rekla, da jaz pa prihajam z kmetije, jaz sem kmetica in presneto ponosna na to. In dejansko, če ne bi postala del Zveze slovenske podeželske mladine in v bistvu spoznala vso to širino kmetijstva, vse te dobre prakse in drugod po Sloveniji in tudi v tujini, da bi v bistvu videla, kaj se je možno narediti na neki kmetiji in da to dejansko ti lahko predstavlja delovno mesto, ne bi nikoli imela take želje potem, kot jo imam pa zdaj. No. Tako da je v bistvu zveza kriva za to, da danes ponosom to povem, no, da sem kmetica. In tako je prav. Se bolj ne bi mogla zdaj strinjati. Ljubezen te je pa naposled pripeljala na Dolenjsko, na Mali Vrh, v Mirno Peč. Kje sta se spoznala? Ali je bilo to na Dolenjskem, na Koroškem ali neko mes? Točno tu, kjer smo zdaj. Torej, na Dolenjskem, na Malem Vrhu 8. In sicer jaz delam še kot kontrolorka ekoloških kmetij in takrat sem pač prišla v kontrolo. In nekako, ja, da bom rekla, da je kontrola tako perfektna in da je bilo vse tipi-topi, ampak gospodar je bil pa zelo vreden, no? Tako da sem se zaradi gospodarja še vrnila in dejansko ima ta gospodar ker redno kontrolo vsak dan, ne? Ja, nažalost. Se kle lahko še jaz Se dodam. pravi, bila to kontrola, Jaka? V bistvu, ja, še zmeraj je. Kle, z moje strani je ful zanimivo. V bistvu, glih v tistem letu med dobiranjem jabolk, ne, ker imaš dosti cajta, ker se to pač pravilo dolgo traja, so me v bistvu malo dražili, ne, kao, Jaka, daj, ne sem delati, pejt malo po svet, malo po Sloveniji, da boš koga spoznal, ne, da boš celo življenje sam, ne, kao, nobena ne bo domov prišla. Evo, še isto leto dobim domov na dom kontrolo, ki je pa zanimiv, sem jo hotel celo zavrniti na začetku. Kontrola ali... Kontrola, ja, to pa zato, ker v tistem tednu je bila to že 4. najavljena kontrola. Ne, in sem rekel, fakt, zdaj pa dost, ne, bilo je konc decembra, 24. Ja, december, mislim, da. Nekje, ja. In sem rekel, to mi pa res ni treba, da zdaj še eno, ampak bolj pa slučaju sem videl, da je podpisana Anja Mager in sem pa sprejel. Poznal sem pa jo v bistvu zaradi tega, ker sem se pred tem udeležil enega dogodka od zveze. Mislim, da je bilo za mlade prevzemnike, Zoom srečanje in sem tam dejansko videl sploh, kdo je Anja. No. Tako, malo vizualno, malo da način razmišljanja sem zvedel. Tako da ja, je bilo to mogoče razlog, da takrat, da sem jo sprejel in sem vesel, da sem jo. Se pravi, božično darilo v bistvu na nek način. Recimo, ja. Recimo temu. In takrat je že bila predsednica Anja. Ja. V bistvu ravno tisto leto, ja, takrat sem postala. Že se je tudi v bistvu ne, na tem srečanju, ki je bilo od Zveze podeželske mladine, imela govore kot predsednica in pač potem sem videl, kako človek razmišlja in mi je bilo to izredno všečno. Tudi še zdaj mrskešen govor se mi fejst dopade, ne, čeprav tega včasih ne povem. Ja, ker to zdaj kar presenečenje, kar govoriš. Včasih so javno priznanje še boljše. Ja. Tista, Vidim, morate večkrat priti. Ne sme biti pa preveč priznanj, ne? Da kvaliteta ne pade. Tako. Jaka, pa če se zdaj medno morda nadaljujeva še malo v tem smislu, torej Anja je prišla k vam na ekološko kmetijo, ekološka kmetija Kastelic, če malo pobliže predstaviš pravzaprav vašo kmetijo, s čim se ukvarjate, kaj pridelujete? Ja, v bistvu mi smo družinska kmetija, z kar dolgo tradicijo, tudi zanimivo zgodovino imamo v bistvu skozi ta, bi rekel, spreminjanje kmetije ali pa spreminjanje naših dejavnosti. Trenutno smo pa ekološka kmetija, naša glavna panoga je sadjarstvo. Imamo tudi žita, se pravi poljedelstvo, iz katerim predelujemo žita, iz katerih izdelujemo potem različne moke, kaše in tako naprej. Imamo pa tudi nekaj govedi. No. Poleg vsega tega pa imamo odprtih tudi več različnih dopolnilnih dejavnosti, se pravi za predelavo in trženje, v katero tudi vlagamo ogromno časa. En izmed teh produktov je recimo tale sok, ki ga zdaj pijemo, ki je bil narejen glih ta teden. Jabolčni, Jabolčni sok, tako. Ki moramo povedati, da je zelo dober. zelo sladek.
Zato, ker je v njem veliko ljubezni. Med drugim. Med drugim, ja, tako ja. In v bistvu, ja, s tem se ukvarjamo, trenutno smo 3 zaposleni doma in gremo naprej. Poleg tebe še kdo je zaposlen? Še moja 2 starša, se pravi mati in oče. V bodoče pa upam, da bo tudi Anja. Aha. Ampak si predstavljam, da ko pride višek teh del, recimo obrezovanje ali trgato, obiranje, ja. Pa potem potrebnih več. V bistvu, ja, zdaj izhajam iz velike družine, mi smo bili 4 otroci, kateri sicer ostali 3 so se že odselili doma, ampak za te delovne špice mi rečemo, seveda pokličem tudi njih, ne, se pravi, to je res glih ne, ampak obiranje pa že je ena taka delovna špica. In pa kakšno v bistvu spenjenje protitočnih mrež, ki takrat lovimo dneve oziroma poskušamo ta opravila čim hitreje opraviti. In ja, je fajn, da lahko nekoga pokličeš, na koga se lahko zaneseš, tudi da mogoče ve, kako se zadeva dela, ne, da ni treba njezga časa posvečati učenju preveč, ne, da to se naredi in je to. Ne. Ni pa zares, pa recimo ne kličemo jih. Ne. Ali pa ne za vsako figo, no, če tako rečem. Ja. Vemo, da leta 2020 pa 2021 je tudi te konce prizadela pozeba, ne, se je to poznalo tudi pri vas najbrž. Ja, v bistvu kar precej. In sicer zdaj že predlani, ne, je bila pri nas pozeba, ko smo imeli v času cvetenja -13 stopinj Celzija. Dejansko smo bili brez kilograma jabolk, ne, tudi zase smo mogli vse kupiti. Ja, je to kar en tak šok, dejansko, ali pa mogoče po neki strani tudi zavre razvoj kmetije, ne, ki ga načrtuješ, ker izpad jabolk pomeni tudi izpad dohodka, ne, na kmetiji in to je kar en tak velik šok, ki se dejansko zgodi v eni noči, no, če tako rečemo temu. Ja, seveda. In potem od tega odvisno v bistvu prihodnost cele družine praktično delovnih mest. Tako v bistvu kmetija mora še zmeraj živeti, ne, mi moramo še zmeraj jesti, še zmeraj moramo elektriko plačati. V bistvu, hvala Bogu, nas rešuje to, da imamo poleg sadjarstva še druge panoge, ne, s katerimi lahko pokrijemo te izgube, no, na nek način. V bistvu, tisto leto smo celo reševali tako, da smo posadili kar nekaj rdeče pese, ki smo na to vložili v solato, se pravi kozarce. Ložnine, ja. Kot solata, ja. Ki smo pa jo prodajali v šole in vrtce, v Novem mestu in Trebnjem. Ampak v bistvu ni tako, da je to bila kar ideja čez noč, to je že prej, ampak takrat v manjših količinah, potem ja, pa če pride kaj takega, pa to povečaš. Količine smo povečali, ja. Treba imeti tudi plan B pripravljen. Tako, za primer. Zmeraj, ne, ker smo odvisni od narave in narava vemo, da je precej muhasta, da lahko zagoda, ne, kot sem prej rekel. En dan ti lahko vse vzame, ne, ali pa ne vem, če je toče 1 uro, ne, pa si brez vsega. In ja, nekaj moraš narediti za to, da to rešiš lahko. Ja, seveda. Jaka, še eno vprašanje, morda, da malo razčlenimo oziroma razmejiva to razliko. Kaj pravzaprav pomeni ekološka kmetija, v čem se bistveno razlikuje vaš način ekološke pridelave od tiste klasične pridelave, ki jo morda ljudje poznajo ali pa niti ne poznajo? Ja, v bistvu glavna razlika je v tem, da mi ne uporabljamo nič kemije, če tako temu rečemo, ali pa ne smemo uporabljati kemijskih pripravkov za tretiranje ali pa špricanje sadovnjakov ali pa njiv recimo. Ne smemo uporabljati mineralnih gnojil, lahko topnih, vse mora biti organsko. Tudi škropiva, ki jih uporabljamo v sadovnjaku, so vsa organska, se pravi so pridobljena ali pa narejena iz naravnih snovi, ne? To so različne gline, olja in tako naprej. In tega se moramo, teh v bistvu smernice moramo strogo držati, ker dobivamo vsakoletne kontrole, tako kot je prišlanje k nam recimo, ki nas za to preverjajo, ne? In potem na koncu, če je vse uspešno, dobimo certifikat na koncu. Ne? Seveda moramo tudi vsa semena uporabljati ekološka in tako naprej. Moram pa tukaj reči, da ekološka hrana po Evropi se kar precej razlikuje med sabo. No? Bom rekel, vsi imamo ekološki znak, v celo Evropo ima isti ekološki znak, ne? Ampak vsaka država ima pa zase svoje smernice, kaj je za njih ekološko, oziroma Bojan je to povedala več, ker je se zmeraj tukaj zapletem. Ampak definitivno imamo pa različne standarde. No? Večkrat to se tako, ko se med sabo pogovarjam s kakšno stranko, večkrat omenim, da zame recimo mogoče ni najbolj bistven znak za ekološko hrano v trgovinah, ampak je dosti bolj bistveno to, da dejansko kupim
neko stvar od nekoga, za katerega vem, da je to stvar naredil. Se pravi, to zaupanje do nekoga, ki je to stvar pridelal ali pa naredil. To se mi zdi dosti bolj pomembno. Če pa dobi zraven še znak za ekološke, pa to sem še win-win kombinacija. V bistvu pa ne samo znak za ekološko, ne, generalno Slovenija ima res zelo trajnostno naravnano kmetijstvo. Mi imamo ogromno teh shem kakovosti, izbrana kakovost, zdaj bo ponovno prišla nazaj integrirana pridelava. In v bistvu je odvisno potem od strategije kmetije, kako se odloči, ker mogoče mi na veliko zdaj govorimo o ekološkem kmetijstvu, pa mogoče to ni za vsakega, ne, ker vseeno to pomeni, da moraš spremeniti celoten način razmišljanja, ker niso samo ta škropiva pa gnojila, ampak res, tako kot je Jaka rekel, cel proces, od semena do potem tudi predelave, vse mora biti in se moraš res nekako privaditi na ta drugačen način življenja. In zato res tudi v bistvu na sami zvezi pravimo, da naj vsaka kmetija za sebe razmisli, kaj je ta prava strategija za kmetijo, česa so zmožni, da bodo potem res upoštevali vse te smernice. Ker ti, če enkrat dobiš certifikat, je treba potem delati v skladu s tem certifikatom, in to je kar nekaj dodatnih zahtev. Ne rečem, da nismo kmetje tega sposobni definitivno, ampak moraš pa iti zavestno v to odločitev. Ne? In sploh pa, ker v Sloveniji, kot rečeno, in to bom vedno zagovarjala, imamo zelo trajnostno naravnano kmetijstvo, sploh tako kot je Jaka že omenila, če pogledamo na primer tujino, tam so dovoljene stvari, ki mogoče pri nas tam so mogoče kje dovoljene stvari, ki pri nas v konvencionalnem kmetijstvu sploh niso dovoljene, oziroma že leta prepovedane, sploh če gledamo še potem uvoz iz tretjih držav. Ne. In zato je res pomembno, da mogoče ko izbiramo, kje kupujemo in kaj kupujemo, da se malo izobrazimo vsak zase, kateri je tisti znak, kaj nam je pomembno. Nam je pomembno to, ok, bomo podpirali samo ekološko, bomo podpirali slovensko, torej bomo kupovali še zbrano kakovost, še integrirano, še vse druge sheme kakovosti, da res vsak zase ve in da potem temu pač sledi. Potem velikokrat tudi to, da reče, da je ta slovenska hrana dražja, ne, in da si človek ne more privoščiti. Ampak nekako, mi da imamo večkrat te debate, ne, da hrana je v preteklosti predstavljala večinski delež proračuna kmetije. 70% družinskega proračuna je, oziroma stroška je predstavljala hrana. Ne? Danes je pa to 30%, že avto je več, recimo, večji strošek kot hrana. Ne? Torej v bistvu samo pomembno, kaj nam je vrednota. A nam je vrednota, da bomo jedli dobro, zdravo, kakovostno slovensko hrano, ali nam je bolj vrednota, da imamo dobro avto, dobra oblačila, da nas bodo drugi videli, kako smo lepo urejeni in kako dobro živimo, v sebe pa bomo dali čisto nekaj nekvalitetnega, nekakovostnega. Da v bistvu se začne ta odločitev pač pri posamezniku, da se zavestno odločimo, da bomo pazili na prehrano in da to ne pomeni samo, da štejemo kalorije, da kupujemo neke proteinske izdelke in s tem pazimo na postavo, ampak da vase vnašamo kakovostno hrano slovenskega porekla. Ker kot rečeno, Slovenija ima zelo, zelo trajnostno kmetijstvo in zelo varno, zdravo, kakovostno hrano. No, to je bila pa res dobra predstavitev, učinkovita kampanja tudi in povabilo za uporabo slovenske hrane. Ja, seveda, če se z njo ukvarjate. V bistvu, ja, vse to, bom rekel, naše stranke večkrat povejo kakšno zgodbo in zaradi teh zgodb se tako večkrat pogovarjamo, ker žalostno pa ne, kar nekaj naših strank je prišlo k nam po našo hrano zaradi tega, ker so imeli v preteklosti težave z zdravjem ali pa je imel nekdo od bližnjih. In takrat so prepoznali to moč, kaj je v bistvu pomeni ta odnos, kaj ti poješ, in kar naenkrat ni več premalo denarja za tako hrano. Ne? To je zanimivo. Kar naenkrat se najde in sploh ni problem cena, sem da lahko dobimo. Ne? Koliko je takih strank, ki so veseli, da sploh lahko najdejo nekaj, bi rekel, v tem primeru jabolka pri nas. Tako. Kaj, izvoli, imamo še kar nekaj vprašanj na zalogi, kaj ne? Malo bolj sproščujočih morda zdaj, potem pa še nekaj v sami zvezi. Ja. Anja, kako pa se ti spominjaš prihoda na Kastelčevo kmetijo? Je bil velik šok zamenjati okolje in se v bistvu posledično tudi navaditi na drugačen način delovanja kmetije, kot ste ga bili pa navajeni od doma? V bistvu največji šok, pa niti ne šok, sprememba, ki sem se mogla navaditi, je to, da zdaj živim ta 2 oziroma zdaj že 3, v bistvu 4 generacije na teh kmetijih in da to pač pomeni neko prilagajanje. Moram res to izpostaviti pa javno pohvaliti moja tašča in tasta, ker mislim, da si lahko vsaka ta mlada, če smem tako reči, ko pride na neko kmetijo, take starše oziroma tasto samo želi, no, res. Se mi zdi, da se res trudimo
najti tisto sinergijo in da se zavedamo, da imamo mi mladi mogoče malo drugačne poglede in da tudi oni imajo neke svoje ustaljene tirnice, katere pač treba spoštovati in jim pustiti, pa ne spreminjati teh zadev. Ne. To so take stvari, ko prideš potem enkrat, da res, ko vse čas govorimo, kak je na kmetiji, kako se nikoli ne loči ta delovni proces od družinskega življenja, pa začneš to res živeti pod eno streho in vidiš, da je to še presneto pomembno, da o tem govorimo. Pa da tudi med sabo ne, si da časih kaj povemo, kaj nas moti, kaj ne, da smo sposobni nekako živeti v neki sinergiji in pa da si res pomagamo. To še se zdaj vidi, no, ko imamo otroka, so res hvaležna, da ne vem, pomaga mi, mama, jaz se kar mama kličem, da nisi tak sam, no. To je mogoče tista največja sprememba, ker prej smo vseeno, če tudi smo prihajali s kmetiji, smo imeli ločeno gospodinjstvo, tudi v smislu hišne. Babica in dedek sta živela v svoji hiši, mi pa v drugi. Ne. Tu pa smo zdaj pod eno streho, kar je večina slovenskih kmetij, če tako pogledamo, sploh družinskih kmetij. Samo delo, ja, definitivno je drugače, ker tu je le 3 zaposlitve, pri nas so še hodilo še zraven v službo, je drugačen tempo, ves čas gruntaš, kaj bomo še naredili, da bo šlo skozi, da bo dovolj vsega, da bomo upravili vso delo v časovnem, ne, ker zdaj smo kar malo zaostajamo s to rezijo. Ampak, ja, pa seveda daleč je, Dolenjska je daleč od Koroške, malo pogrešaš vseeno domače, predvsem hribe, brege, tako jaz rečem, ker tu je le bolj ravno vse, čeprav oni rečejo, da to ni ravnina, da to so še vedno hribi, ampak v primerjavi s Koroško se to temu ne moreš reči hrib. Tako da, ja, so razlike, je drugačen tempo življenja, sem pa res zelo hvaležna, kako so me tu sprejeli in jaz upam, da čutijo tudi to nazaj, no, da sem vesela, da sem tu, no. Ti pa verjetno nikoli ni dolg čas tukaj. Ne, to pa zagotovo ne. Še dodatno popestritev je pa gotovo prinesel tudi mali Janej. Kako pa se počutita v vlogi staršev? Ti lahko oba odgovorita, mogoče najprej Anja, pa potem Jaka. Mislim, jaz si prej nisem predstavljala, da lahko ena oseba čuti toliko čustev do enega takega malega bitja, ki ga v bistvu šele spoznaš, ne. Ne vem, če znam to opisati, kako se počutim. Res je zelo zahtevno zdaj se to koordinirati, ampak je pa tudi vse te neprespane noči in ta jok in vse skupaj, ampak se mi zdi, ko se ti pa potem nasmeji nazaj, je to vse takoj trenutko pozabljeno in dejansko samo uživaš v tem. In res se trudim zdaj živeti s tem prepričanjem, da pač moraš biti prisoten v trenutku, ker se mi zdi, da sploh ta leta otroška zelo hitro minejo. Zdaj pa še posebej, ko se mi zdi, da je vsak dan malo drugače, ko vsak dan se kaj razvija, malo nekaj novega odkrije. Zdaj, jaz ne znam opisati, kako vesela sem, no. Je v bistvu to kar neka taka precej velika sprememba, saj mislim tako kot pa vsakmo, ne. Ker naenkrat je še en član, za katerega si ti odgovoren, za katerega moraš poskrbeti. Tudi poskrbeti, da v bistvu omogočaš optimalen razvoj, ne. Je pa to na kmetiji kar dost težka stvar, ker kljub vsem delu, ki ga imaš, ne, včas pridemo po noči, zjutraj že gremo, v bistvu, ker sem rak dela, pa po noči le pridemo. Še vedno, v bistvu se je ful težko, ampak še vedno si je pa treba za cajt tudi za ta maga, no, da si zraven, da te ne pozab, ne, če lahko temu rečemo, ne. In da dejansko probaš čim bolj omogočiti to okolje, ki je za njega optimalno ali pa čim bolj primerno, no, da čuti to toplino in da... Pa priznaj, da imaš ti tudi mene, ki te večkrat spomnim, da bo že prehitro šel ta čas, ne, da si moraš vzeti kako uro na dan tudi za njega in še vedno je vso delo naredo, pa še ti si lahko z njim. Res je. Ja. Priznam. V bistvu gre proti 5. mestu za 4,5. Kar raste. Če in ko imata sploh kaj prostega časa, kako ga pa najrajši izkorista? Gresta kam sama? Zdaj, na Koroško gremo. O prostem času zelo redko govorimo. Ponovadi je prosti čas, takrat, ko se ura obrne 11 večer, začnemo o prostem času razmišljati. Ja, gremo pa večkrat na dopust, jaz rečem temu na Koroško, k moji tašči. Zakaj dopust? V bistvu gremo večkrat, oziroma zmeraj gremo vsaj za 2 dni, ker je kar nekaj vožnje, da se pač ne zgubiš polovico dneva sem z vožnjo. In dejansko probam jaz vsaj takrat del skrbi pustiti doma, če le gre, ne.
Zakaj pa dopust, se je prej Anja rekla, ne? Meni tašče govori zmer, da sem dobil jasterno za njo. Ne? Zakaj pa? Ne? Zato, ker v bistvu za njo sem dobil super žensko partnerico in bodočo ženo, ne? Po drugi strani pa imam tašča, ki je 3 ure stran. Ne morem priti v V copatih, tako je. Tako da ona pravi, da je to kar dobra kombinacija. Plus dopust, ker ti tudi večkrat poveš, da je Koroška tako lepa kot neka Tirolska, ne? Si govorimo o Tirolu, si grejo tja na dopust, ampak dejansko imamo to že na Koroškem. Ne? Tu pa moram tudi povedati, da v bistvu me je Koroška fejst presenetila. V pozitivnem smislu seveda. In v bistvu z marskom, ki se pogovarjaš, ki živi na Koroškem, vsi pravijo, ja, super destinacija za dopust, ampak živijo pa ne bi tam. Ampak je Nekako zelo tako, lepo ja. za živeti. Jaz sem tam zelo dolgo živela in zelo težko sem se odselila. Tako da to ni res, da se na Koroškem ne da živeti, zelo lepo se da živeti. Govorim za nas. Ja, tako. So bila oba na Koroškem že kaj? Ne, jaz še No. nisem bila. Jaz pa že, pa priznam, zelo lepi kraj. Ja. Zelo. Torej, vsak v družini ima seveda neko svojo vlogo. Anja, ti še posebej poleg tega, da si prišla sem na kmetijo, da si zdaj tudi v vlogi mame, da imaš službo. Praviš pa še eno pomembno vlogo, kot smo omenili že na začetku, si predsednica Zveze slovenske podeželske mladine, ki letos praznuje 30 let. Kaj od vas zahteva ta vloga, kaj pravzaprav pomeni, da si predsednica? Ne vem, če je to glih vloga, jaz rečem, to je že način življenja, ker dejansko sem pri podeželski mladini že od leta 2016, takrat sem začela kot regijska predstavnica za Koroško, pa sem bila vmes nekaj časa tudi zaposlena na zvezi, pa tudi še zdaj sem kot projektna sodelavka. Leta 2020, no pa sem prevzela še to vlogo predsednice. In ne vem, meni je to nekaj najlepšega, kar sem v življenju zdaj delala. To je zato, ker delaš z ljudmi, delaš z istomislečimi ljudmi in dejansko ob tem, ko nekaj delaš, tudi neizmerno uživaš. Se ogromno naučiš in delaš hkrati spremembe. Mislim, da to je nek prostor ali pa delo, ki si ga verjetno vsaka oseba v svojem življenju enkrat želi upravljati. Da pač to, kar delaš, da ima nek pomen. Tako da biti del Zveze slovenske podeželske mladine, biti del podeželske mladine je to res neko poslanstvo, ker mi res rečemo vedno tako, da preko druženja in sodelovanja se izobražujemo, opolnomočimo mlade, da se potem na koncu do silah rečemo, da smo ponosni, da smo s podeželja. Koliko članov pravzaprav pa ima zveza in s čim vse se ukvarjate, tudi morda po starosti, kdo lahko pravzaprav postane član zveze? V bistvu član zveze so naša društva, ne? Torej Društvo podeželskih mladin, trenutno jih štejemo 39 in so pa razdeljeni v 10 regij. Torej, in vsaka regija ima potem regijskega predstavnika, ki ta društvo predstavlja na zvezi. Torej, mi smo krovna organizacija društvom. In če želiš postati član Zveze slovenske podeželske mladine, moraš biti član enega izmed 39 društev, ki pa so širom po Sloveniji. In s čim se ukvarjamo, ni da ni, no, v bistvu res. Imamo, nekako to mi ločimo na 4 področja dela. Eno je tisto mladinsko delo in neformalno izobraževanje. Jaz bi temu rekla, da je to temelj podeželske mladine, ker v bistvu preko tega, iz tega izhaja druženje, potem iz tega izhajajo tudi oblike oziroma metode, ki se jih poslužujemo, da delamo znotraj naših društev, od vodenja društev do retorike, do nekih govornih nastopov, potem do organizacije raznih dogodkov, kot so kmečke igre, kvizi, razne ekskurzije. In s tem res nekako tudi imamo vedno bolj močno področje znotraj tega, je področje za otroke, da tudi širimo znanje oziroma tako kmetijstvo kot to razvoj podeželja med naše najmlajše, ker tam se v bistvu vse začne. Teda to je nekako bistvo, temelj, tam, kjer se dogaja ta ključni razvoj. Potem gremo naprej na mladinske politike in razvoj podeželja, ker smo že dolgo, oziroma že vsi vemo, da pač podeželje niso samo kmetije, ampak so že vsi ljudje, ki so preseljeni na podeželje. Ali pa tudi v bistvu na kmetiji imaš večkrat več otrok, tako recimo Kastelčeva kmetija je samo eden je prevzel kmetijo, ne? Drugi so se odselili, ampak so ostali na podeželju in še vedno imajo ta stik s kmetijstvom. Teda to je tudi zelo pomembno, da se zavedamo, da nismo samo kmetije na podeželju, ampak da je tu večja populacija in da tudi tam ima neke določene specifike in zahteve, da potem vsi skupaj živimo v sinergiji. Potem zelo pomembno področje so potem mladi kmetje, seveda, in kmetijska politika. Tu smo vedno močnejši za samem zagovorništvu, čez kaj želimo in tudi to odpiramo
ne samo te klasične teme, kot smo jih vsi mogoče poznani, torej iz ekonomskega vidika, iz vidika tega, da nam kmetija mora zagotavljati zelene številke, ampak se vedno bolj posvečamo tudi sami socialni varnosti, odpiramo tabu teme, kot so duševno zdravje na kmetiji in res kako tudi zdaj imamo nek nov projekt Terra, kjer usklajujemo poklicno in zasebno življenje in se ukvarjamo tudi v bistvu z nasiljem na podeželju, s tem, kaj je zdaj prava vloga moškega in prava vloga ženske na kmetiji in kako je zdaj to vse nekako tradicionalno, stereotipsko zapakirano še vedno na kmetijah. Torej so to neke drugačne vsebine, ki jih mogoče druge kmetijske organizacije ne odpirajo toliko kot mi mladi. Mi se pač zavedamo, da ko bodo te stvari na socialni ravni urejene in potem zraven seveda še ekonomski vidik in pa okoljski, bomo lahko zagotavljali trajnostni razvoj podeželja in s tem tudi kakovostno živeli. In pa zelo pomembno je tudi mednarodno sodelovanje. Torej preko Zveze slovenske podeželske mladine ti lahko greš v tujino in smo člani 3 evropskih organizacij, torej Evropskega komiteja mladih kmetov, kjer se dogaja zagovorništvo na evropski ravni, potem Evropske podeželske mladine, kjer imaš možnost se udeležiti različnih seminarjev, kjer pa teme niso samo kmetijske, ampak tudi bolj mladinske. In pa IFI, to so pa International Farm Youth Exchange, torej mednarodne izmenjave in preko tega lahko greš tudi v Ameriko za 3 mesece in tam spoznavaš kmetijstvo in življenje na podeželju v Ameriki. Skratka, priložnosti je ogromno in to je tudi tisti najlepši del podeželskega, da vsak lahko najde nekaj zase. Zdaj, če si prej prav zapomnil, Jaka, ti si tudi član Zveze podeželske mladine in ko si jo spoznal, takrat je že bila predsednica. Ja, res je, v bistvu član zveze sem že dolgo in sicer prek Društva podeželske mladine Mirnat Več. Ampak nisem takrat vedel za zvezo, niti nisem vedel, kaj je zveza dejansko je v takvi obliki, kot jo poznam zdaj. Spoznal sem pa jo v bistvu bolj kot ne zaradi Anje. In takrat sem v bistvu tudi gotovo s kakšnimi vsebinami vse se ukvarja in sem najdel vsebine zase, pri katerih tudi zdaj še sodelujemo naprej. In jo tudi podpiraš kot predsednica. Absolutno. Absolutno. Glede na to, da sta oba člana in da zveza letos praznuje 30 let, vaju povprašam za kakšen res kratek utrinek spomin, najlepši dogodek, ki se vama utrne, ki ste ga doživela znotraj Zveze podeželske mladine. Bodisi, da je to nekakšen dogodek, bodisi, da je to kakšno srečanje z domačimi somišljeniki ali pa morda tujimi ali karkoli, kaj vama pride najprej na pamet? Mislim, jaz imam toliko dogodkov za sabo, da to kar tak šprica zdaj od idej, ne? Definitivno so vsa srečanja, vse igre, vsi ti nacionalni dogodki od IMK-ja do najprojekta. Skratka, vse, kar smo na nacionalni ravni izvedli, ampak bolj kot sami dogodki, meni ostaja v spominu to, ali pa v bistvu se mi tisto res tako usede na dušo, ko vidim nekoga, ki je prišel k zvezi in je tam v bistvu začel delovati, pa se začel razvijati. In pa recimo čez določen čas, ko vidiš, v kaj je ta oseba zrasla, česa vse se je naučila in kaj je zveza v bistvu omogočila. Ta osebna rast posameznikov, to je tisto, kar meni daje res tisto največje zadovoljstvo in srečo. No? Takrat res prav, se mi zdi, je vredno, so tisti drobci sreče, zaradi česa je pač vredno delati vse to, kar delamo, ker dejansko spreminjamo stvari na bolje in pomagamo posameznikom, da se opolnomočijo, da se razvijajo in da res postanejo boljša različica sami sebe. Ja, Jaka, vmes si razmišljal, ne? Ti je morda kaj padlo na pametno? Ja, jaz nimam tako dolgega odgovora kot Anja. Seveda, poleg vseh teh državnih kmečkih iger in vseh teh dogodkov, ki so v bistvu bolj družabni, verjetno je meni še najbolj v spominu ostane IMK 2020, kdaj je že bil? IMK? Ja. Inovativni mladi kmet. Predvsem pa v bistvu zato, ker slovesna podelitev 21. leta, ker slovesna podelitev v bistvu se je dogajala v predsedniški palači in verjetno je to, seveda, pač kot jaz kot nek kmet, ne, predsedniška palača je to čist nek drug pristop, že vsi so drugače zrihtani. Ja, in je to verjetno dogodek, kateri me je spravil v predsedniške palače, pa
Zaenkrat ne vem, kateri bi me še lahko. Še predsednika, ne? V bistvu. Čeprav imaš malo predsednice. V bistvu, ja, ampak ona še nima svoje palače. To pa se pravi nagrada za... ja, to je bila nagrada za inovativnega mladega kmeta. Tako. Super. V bistvu v tistem letu je zmagal Gregor Savec. Tako, ki je še v bistvu še vedno aktualni nosilec naziva, ker Ja. ravno letos no, bo ponovno ta izbor, v bistvu že 13. Ja, nosilca naziva. Ne, 14. Pardon, 14. nosilca naziva inovativni mladi kmet ali kmetica. Če smo doslej, morda še beseda ljudi o sami zvezi, če smo doslej govorili o preteklih ali pa sedanjih trenutkih, Anja, ko ravno zveza praznuje letos 30 let, ponavadi se v takih menikih ozremo tudi v prihodnost. In ko takole razmišljaš tudi skupaj s svojimi sodelavci, čez 10, 20, 30 let, kakšna zveza si želiš, da bi postala zveza, ki jo vodiš? V bistvu jaz si želim, da bo zveza, pa naj bo to čez 5, 10, 20, 30 let, da bo delala v takem ritmu oziroma duhu, kot bo pač tista ekipa, ki jo bo vodila, želela. Ker, tako kot sem že prej rekla, ogromno je stvari, ki jih ti lahko počneš, ogromno je stvari, tematik, ki jih lahko odpreš. In najbolj važno pa je, da ekipa, ki to dela, ob tem tudi uživa, ker takrat je delo boljše narejeno, bolj poglobljeno. In zato si res želim, da kdorkoli bo naslednje leto se poslavljal in kdorkoli bo prevzel zvezo in njegova ekipa, da bodo res našli tisto svojo strategijo, da si bodo naredili, da si bodo sami zastavili cilje in da bodo temu sledili in res pri tem nikoli ne pozabili, da je potrebno ob tem tudi uživati. Zato si želim, ker se mi zdi, če se bo temu sledilo, bo zveza vedno delovala in bo vedno sledila temu svojemu poslanstvu in opolnomočenju mladih na podeželju. Ja, mislim, da je to res najlepša želja in čestitka ob letošnjem jubileju. Zdaj pa mislim, da ima Kaja še nekaj takih kratkih, zanimivih razmislekov, stavkov, no pa bo sama več razložila, zakaj gre. Ja, za konec prosim, če vsak od vaju dopolni naslednje stavke. Kmet je biti lepo, ker... Joj. Kmet je biti lepo, ker v bistvu imaš ogromno možnosti za razvoj, če jih vidiš in si lahko sam v bistvu stvariš delovno mesto v skladu s tem, kar te zanima. Mladost na kmetiji je zanimiva, saj Imaš ogromno prostora za igranje. in pa še naše jabolko je najbolj sladko, ker... Je pridelana za veliko ljubezni. Tebi gre to boljše. Lahko še na prvo vprašanje bojiš. Nimamo časa za prvo vprašanje zame. Morda še vprašanje za oba, ker ste deloma že na ne odgovorila, ampak glede na to, da sta tudi starša, družina mi pomeni kaj? Družina je osnova. Brez družine mislim, da nima smisla, da karkoli delamo, bi rekel. Ne? V bistvu delamo zato, da se imamo lahko lepo in da kot družino lahko rastemo in da bomo rastli. Mislim, da lepše ne gre povedati, ne? Po mojem. Anja in Jaka, hvala za prijeten klepet in sprejem na kmetiji. V vajni družbi sva zelo uživala in vama želiva, da to pot nadaljujeta s polno paro naprej. Vam, dragi poslušalci, pa želiva, da vam ta pogovor ostane v spominu, da ste se kaj novega naučili, izvedeli, predvsem pa, da spoštujete in cenite, kar kmetje predelajo za vas. Se poslušamo kmalu, kjer bomo predstavili še kakšno zgodbo preživljanja mladosti na kmetiji. Nasvidenje. Hvala. Zdravje z vašim sokom, s kastelčnim sokom. Čin, čin.